Dobrodošli nazaj. Pred nami je zadnji prispevek nocoj in v njem bomo spoznali velike skrivnosti majhnega stanovanja. V središču prestolnice smo našli svetovljansko bivališče, ki je zgleden primer harmoničnega sodelovanja med arhitektom in lastnikom. V njem najdemo vrsto inovativnih rešitev za majhne stanovanjske površine. Številne pa je arhitekt poiskal kar na drugem koncu sveta. V znameniti Meksiki, stavbi iz leta 1926, kjer so nekoč bivali prostovoljci v vojski mehiškega cesarja Maksimiljana, je zapihal svež arhitekturni veter. Rezultat je sodobno in zračno stanovanje, ki navdušuje svojo uporabnostjo, saj je premišljeno do zadnje podrobnosti. Pred dobrim letom dni dokončan projekt prenove 48 kvadratnih metrov velikega stanovanja je obrodil zavidanja vredne rezultate. Ti so plod zglednega sodelovanja med arhitektom in investitorjem, z njuno pomočjo pa je neskladno in prostorsko razčlenjeno stanovanje v bližini ljubljanskega kliničnega centra postalo večfunkcionalno, odprto in svetovljansko. Jan, en lep pozdrav. Pozdravljeni. Torej, kakšno je bilo to stanovanje, ko ste vi prvič vstopili ven? Ja, ko sem prvič stopil v stanovanje, me je prevzel ta občutek v bistvu že relativne svetlosti. Glede na to, da v stanovanju imamo samo dve okenski odprtini, in sicer severno in južno, ter pa tisti dve manjši v kopalnici, bil ta občutek staromeščanskega stanovanja zaradi same višine stropa, ki je slabih 3 metre. Moramo se zavedati, da je stanovanje v sklopu tega stanovanjskega kompleksa, ki je bilo zgrajeno skoraj pred 100 leti, kar pomeni, da so bile takrat bivalne potrebe drugačne od današnje, tako da sva potem z investitorjem kar nekaj časa vložila v to, da sva res razporedila te prostore oziroma sestavila nekako to dispozicijo prostorov na način, da je primeren današnjemu bivanju. Torej, ko ste snovali to stanovanje, zamisel za to stanovanje, ste veliko pozornosti namenili tudi življenjskemu slogu lastnika oziroma nekim bivalnim potrebam, drži? Ja, sigurno. Potrebno je spoznati uporabnika, kakšne ima navade, kaj si želi, česa ne v stanovanju, in zato sva potem tudi razmišljala o teh različnih dispozicijah samih prostorov in vzpostavili nekakšno mogoče hierarhijo oziroma sistem, da recimo je prostor, v katerem prebivamo največ časa, tudi največji. V preteklosti tukaj je bila spalnica, to je sedaj dnevno bivalni prostor. Na drugi strani pa smo zminimizirali to spalnico, ker v bistvu v spalnici preživimo najmanj budnega časa, pomeni, da je smiselno, da to prostor okrnimo in prihranimo nekaj kvadratnih metrov uporabne površine. Hkrati pa smo naredili ta element oziroma to spalno nišo nekako ikonično in kot doživetje. Torej, to stanovanje nekako prej in potem, ste recimo v sam tloris veliko posegali? Ja, zamenjali smo pravzaprav vse prostore, vse smo postavili na glavo, celoten tloris. Na istem mestu je ostala samo kopalnica, pa še v kopalnici je prišlo do bistvenih sprememb. Zdaj, pri mojem prvem obisku v samo stanovanje sem naletel na težavo, da je bil ta predprostor absolutno prevelik. Na drugi strani te stene predprostora se je nahajala kuhinja z jedilnico in pa manjši bivalni kotiček, in pa prevelika je bila tudi spalnica. Zato smo v bistvu šli v poseg rušitve te stene, ki je prej ločevala velik predprostor in na drugi strani kuhinja z jedilnico, tako da se je prostor odprl, povečali pa smo tudi odprtino med samim dnevno bivalnim prostorom in kuhinjo na drugi strani. Obiskovalcu v oči pade inovativna spalna niša. Ta je zapolnila površino, ki jo je prej zasedala kuhinja. Navdih zanjo je arhitekt našel kar med potepanjem po tujini. Med obiskom New Yorka je tako obiskal enega izmed butičnih hotelov, kjer je bila podobna niša umeščena ob okno in se je spogledovala s fantastično silhueto mesta in tamkajšnjih stolpnic. Po drugi strani navdih za oblikovanje vhodnega prostora izhaja iz japonske kulture, kjer vhodni portal, tako imenovani genkan, predstavlja subtilen prehod med zunanjim in notranjim prostorom. To pa nista edini rešitvi, ki sta arhitektu pomagali na poti do kar najboljšega izkoristka majhne površine. Tukaj moramo vedeti, da je stanovanje velikosti 48 kvadratov, kar pomeni, da je res vsak kvadrat dobro izkoriščen. To pomeni, da sva z temi elementi, ki so elementi pohištva, te naredila večfunkcionalne in pomeni, da recimo spalna niša upravlja tudi funkcijo shranjevanja stvari,
tako v sebi vsebuje 2 predala za shranjevanje stvari in pa en izvlečni predal, ki deluje tudi kot dodatno sedišče oziroma kot klop, ki se poveže z jedilnico in kuhinjo v nadaljevanju. Imamo v dnevni sobi na drugi strani ta element, ki v sebi hrani pravzaprav klimatsko napravo in tudi različne prostore shranjevanja, hkrati tudi za pisarniške potrebe, lahko pa se uporablja kot bralna niša, po drugi strani pa se to lahko spremeni tudi v delovni kotiček, čemer odstranimo blazine in se usedemo za to delovno mizo. Poleg vseh skrivnosti, ki jih to malo stanovanje skriva v sebi, pa dodatno možnost za odlaganje in skladiščenje nudi tudi uporaba perforirane vezne plošče. Ta se pojavi že v vstopnem portalu, od tam pa se preko spalne niše nadaljuje v kovinsko perforacijo v kuhinji. V stanovanju najdete ena sama vrata, tista, ki vodijo v kopalnico, sicer pa lahko ob odsotnosti ovir prostor končno zadiha. K temu dodatno pripomore tudi umirjena barvna paleta z izstopajočimi posameznimi poudarki, pri čemer se je arhitekt po vzoru italijanskih interjerjev iz 60. let minulega stoletja poigraval s poenostavljenimi geometrijami in živahnimi barvami. V stanovanju je mogoče najti tudi vrsto izdelkov slovenskih oblikovalcev, med katerimi izstopa stol Folc v igrivo rumenem odtenku. Po tej formuli je arhitektu uspelo prostor povezati v energično in svežo celoto. Pomembno vlogo oziroma funkcijo imajo tudi rastline, zelenje v tem stanovanju in sicer največ ga je prav v kopalnici. Odkje pa ta ideja, torej, da kar v bistvu celotno steno oblečete v mah, če se ne motim? Tako je. Tukaj gre, mislim, da za ta premislek, ker arhitekti moramo razmišljati večplastno. Se pravi, da če določen element vgradimo v prostor, ne bo ta sam sebi namen, ampak bo imel tudi neko funkcijo mogoče v zadju. Tako da gre za in estetsko in utilitarno vrednost. Se pravi, da ubijemo 2 muhi na en mah. In tukaj v tem primeru res gre za mah, sicer drugim pomenom besede, ampak to sva pa v bistvu vgradila za voljo tega, ker sva želela vzpostaviti nek energični element v prostoru. Po drugi strani pa ta mah veže vlago nase iz prostora in tako pomaga uravnavati mikroklimo samega prostora. Tako da imamo potem še dodatno recimo ukrepljen ta učinek te zelene stene z osvetljevanjem svetilo zgoraj, da se na njem vzpostavi ta dinamična igra svetlobe in sence. Po drugi strani se pa še ukrepi tudi pogled iz odboja ogledal in pa stene tuškabine na drugi strani. Torej, tamle v kotu najdemo kar nekaj slik, pa me zanima, zakaj te slike niso obešene in zakaj so tam na tleh? Ja, z investitorjem še nisva imela časa, hecam se. Gre za to, da se v bistvu vzpostavi ta občutek galerijskega vzdušja v samem stanovanju in da se seveda te slike da potem tudi predstavljati po prostoru.